lahko pa, če pa me je prej napadel, da torej v poslanski skupini niso pustili, da bi spregovorili. To seveda ni bilo korektno in to je bil tudi politični pritisk, ki so ga izvajali. Moje glasovanje, ker govorimo vsak o svojem imenu, torej moje glasovanje je bilo. Jaz sem glasoval, vendar jaz sem se odločil, da bom tokrat namesto tajno glasoval javno. Javno glasoval tako, da nisem vzel glasovnice. Če nisem vzel glasovnice, to pomenilo, da glasujem proti. Ker pri takšnem glasovanju šteje za samo 45 plus 1, torej 46 za, vse ostalo neveljavno proti in tako dalje ne šteje za. In jaz sem se odločil, zaradi svojih volivk in volivcev, da bodo vedeli in videli transparentnost mojega dela v državnem zboru, na katerega so, hvala Bogu, že navajeni 15 let, na vse zadnje imam 5. mandat, da bom torej transparentno in javno glasoval. Možnost ni imel tajno, ampak moja odločitev je bila kot poslanca, da glasujem javno. Tako, da ne vzamem glasovnice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pukšič. Še par besed od poslanca gospoda Mihaela Prevca. Jaz bom pa čist kratek, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Sej večina je bilo že povedanega. Mogoče bi samo še enkrat poudaril tiste zadnje stavke, ki jih je nekaj omenil kolega Pukšič. Poglejte, prizadet sem bil v tem, da smo nekje pokasirali očitke, da nismo glasovali. Da v ljudski stranki nismo glasovali. Seveda smo glasovali. Samo s to razliko, da so ostali glasovali tajno, smo mi glasovali javno. Sam osebno, s tem, ko nisem dvignil glasovnice, sem glasoval javno. Jasno sem povedal, da bom glasoval proti kandidatu za mandatarja Zoranu Jankoviću. Tisto, kar smo v poslanski skupini vsi soglasno seveda tudi napovedali. In ko sem danes šel med ljudi, ko sem srečeval prijatelje, mi ni nihče mogel očitati. Kaj pa, to se pravi, pri nikomer ni bilo kanček dvoma, kako si glasoval. Vsi so jasno vedeli. S tem, ko nisem dvignil glasovnice, sem bil proti. Glasoval pa sem, samo za razliko od drugih, sem sam glasoval javno. Ker pri tej zgodbi, pri tej igri veljajo samo glasovi za. Samo glasovi za veljajo. Tako da, spoštovani novinarki in novinarji, v ljudski stranki smo glasovali. Smo glasovali. Ampak za razliko od drugih smo glasovali javno. Hvala. Hvala lepo, gospod Prevc in še poslanec, gospod Janez Ribič. Lepo vas pozdravljam, spoštovani. Moram reči, da že po volitvah smo se v Slovenski ljudski stranki poenotili, da ne gremo v koalicijo z pozitivno Slovenijo z Zoranom Jankovićem. Jaz sam osebno predvsem zaradi tega, ker se bojim še večje centralizacije. In zato mi včeraj sploh ni bilo težko izbrati prave variante in pokazati slovenski javnosti, da sem proti takšni koaliciji in proti takšnemu mandatarju. Zato se mi je zdelo, da ne dvignem listka za volitve in s tem pokažem vsem, kako sem se odločil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ribič. Vseh 5 poslancov SLS je na voljo za morebitno vprašanje dodatno pojasnilo. Marij Belovič zdelo, če se smem dovoliti en komentar, ampak po takšni logiki, ki jo zdaj razlagate, bi morala biti v parlamentu stranka tistih volivcev, ki niso šli voliti, če so volili s tem. No, ampak ni bistveno. Me pa zanima, kako bi osebno podprli recimo naslednji korak, če gremo naprej, nekako se nakazuje možnost desno-sredinske koalicije in pa tudi bo prišlo verjetno do glasovanja, pa me zanima, kako bi glasovali osebno, če bi bil kandidat za mandatarja gospod Janša. Najprej mogoče na prvo komentar o tem, da to stranka nevoljivcev ni res.
To glasovanje je specifično, to glasovanje je zelo jasno, 46 glasov za izvoljen mandatarja. Tisti, ki ali odnese glasovnico, ali jo ne dvigne, ali pa glasuje proti, stori vsakdo isto. In mi bi zagotovo sodelovali v tem glasovanju, bili proti, tako da bi tudi rezultat kakšen več kot eden proti, kot sem pa že povedal, v izogib vsakašnih možnosti političnih ali kakšnih drugačnih manipulacij, da je kateri od nas glasoval, tako smo se samostojno odločili, da nastopimo včeraj v ta prostor. Kar se tiče nadaljnih korakov, kot veste, so predsedniki včeraj tudi javno 4 strank javno povedali, da so imeli skupni sestanek, iz katerega je bila skupna odločitev, da danes pošljajo pismo še 2 strankama, ki jo povabijo v koalicijo. Kar se tiče Slovenske ljudske stranke, imamo ob 4:30 izvršilni odbor, kjer bomo tudi o tem dokončno odločali, ali stopimo in smo del te koalicije, tako da mi doslej o tem še nismo odločili na izvršilni odbor in pa odborih strank, ker smo se opredelili najprej do tega, kar je bilo prvotno, tako da jaz vas vljudno vabim ob 6, mislim, da ima predsednik tiskovno konferenco pred prostori stranke, tudi na Betovnovi, in bo tudi jasno odločitev. To že, ampak mi se zanimalo na vaše mnenje. Ja, moje osebno mnenje je, da v tej situaciji Slovenska ljudska, jaz bom podprl na izvršilnem odboru takšno stališče, da nadaljujemo te pogovore in poskušamo sestaviti čim širšo koalicijo. Moje osebno mnenje je pa sledeče. Ne moreš biti v državni zbor, imenovati mandatarja, da nimaš prej podpisane koalicije in zagotovljenih glasov. In to je spodbudilo to, kar se je včeraj dogajalo. Vsi ti, ki so to priredili, naj vzamejo odgovornost na svoje. Ja, jaz bi tisti prvi del res rad komentiral. Po predstavitvi nas vseh 5 poslancev, ki smo povedali, da smo glasovali, je pač to vaš komentar. Vi seveda imate pravico do svojega komentarja. Pošteno pa je, da seveda predstavite to, kar smo mi povedali, ker ste prišli na našo novinarsko konferenco. Želimo si v Slovenski ljudski stranki kredibilno vlado, ne pa koruptivne vlade. Janković je prišel v državni zbor po mandat na koruptiven način. Ne pride na kredibilen način. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za kakšne poslance? Manca Borko, Žurnal 24. Koalicijska pogodba je tako rekoč usklajena in parafirana. Kaj so bile vaše zahteve, ki so vnešene v to koalicijsko pogodbo? Koalicijska pogodba je bila resnično parafirana, vendar parafirana do te faze, da se je znotraj 4 strank, ki smo sodelovali v tem delu, ugotovili toliko vsebinskih programskih sorodnosti, da je dobra osnova, da pride dokončno do končnega izdelka podpisa koalicijske pogodbe in vsega tistega, kar še manjka. Nič več od tega ni bilo narejeno dejansko. Začetek je se ugotovil, da smo v ključnih programskih stvareh tako blizu, da je lahko ta izdelek zaključen. Kdaj pa pričakujete, da bo lahko pravilno, okvirno? Tukaj pričakujemo glede na to, da vemo, poznamo roke. 14 dni je zdaj rok, do katerega je potrebno priti s predlogom, ki ga lahko da predsednik, lahko ga dajo poslanske skupine poslanci in zagotovo pričakujemo, da nekolikor pride do te širše koalicije, mora priti do podpisa koalicijske pogodbe v tem času in potem iz tega ven tudi dogovorjen predlog za mandatarja. Zdaj naj bi bili usklajeni že tudi zelo daleč mandat z Desusom. Kaj je to res? To, kar je bilo sledil medije, to, kar je zapisano, 5 zahtev, ki so bile tudi včeraj predstavljene v eni drugi koalicijski pogodbi, so bile posredovane očitno v istem času na obe strani, tako da so bile v tej koalicijski pogodbi predtem branjivo ocenjene kot primerne, da se lahko vključijo. Kaj več pa ni bilo tudi tako, to, kar ste pisali javno, tudi drži, da gospodarjavce v teh pogovorih niso bilo. Kdaj boste nadaljevali z teh pogovori, se bo dogajalo tako? Organi stranke so danes in delo sledi. In kaj pa naveza z SDS-om, kdaj imate kakšne sestanke že veste? Glejte, danes mislim, da oni imajo isto danes svoje organe, mi dati svoje organe po organi stranke, se boste predsednika o tem pogovorili.
No, bo po mojem tudi odvisno od tega, kako široka bo koalicija. Zdaj, ponudba, ki je šla zagotovo še dvem strankam, Desusu in SD-ju, bo potrebno najmanj, kar je, počakati na ta odgovor in pa bo seveda usklajevanje širše. In od tega je tudi odvisen čas. Menite, da je možna takšna široka koalicija, kjer pa ne bi bil mandatar gospod Janez Janša? Ja, možno je seveda, če mene sprašujete, možno je vse, tudi ta vmesni napor, ki je bil narejen strani 3 strank, je šel v tej smeri in zagotovo bi bil to en poskus, ki bi precej nekega odpravil nek nemir, ki je v slovenski družbi, zagotovo pri enim ali pri drugim kandidatu. No, v tem ne. Pa je to politično ravno? Samo ste 15 let poslanec? Po moji oceni najbrž bolj malo. 14 dnev v znam. Tako da treba 15 let čakati. Pa se nasmem do 15 let dovali, če njo. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Hvala. Potem se vam zahvaljujem za to.